morda je ravno v tem največji problem, da ni res, da je zdravje največja vrednota, ampak da je nezdravje, ali pa izguba nezdravja, torej povrnitev zdravja bi želela biti vrednota. In da se v bistvu vrednosti zdravja zavedamo šele takrat, ko ga izgubimo. Kaj si želijo starejši? Želijo si prijaznega zdravnika in sestro, ki si bosta vzela čas za njih in jim razložila, kaj rabijo. Želijo si, da bi lahko prišli, ko imajo težave v zdravstveni sistem in če nimajo denarja, zelo se bojijo, ker seveda veste, da polovica upokojencev je že v stiski, bojijo se priti zdravniku, ker ne vejo, ali bo kaj zaračunal ali ne bo. Veliko denarja se porabi za kurativo. Mogoče z kvalitetnimi preventivnimi ukrepi se bo dalo ta sredstva držati na nekem nivoju. Pri tem pa bi rekel to, da pa je v zdravstvu ena druga zakonitost tudi, ki je zelo pomembna. In ta se kaže že zadnjih 200 let, da pravzaprav zdravstvena ponudba je tista, ki tudi narekuje postopke zdravljenja in zahteve in pričakovanja prebivalstva dviguje. Osnovna usmeritev je v tem, da bo potrebno do leta 2020 zdravstvu dati še večjo prioriteto, to pomeni 10% sredstev bo potrebno nameniti za zdravstveni sistem, pri čemer pa ta porast iz današnjih 8, 9, 9, 1 tu nekje, želim, da bi šlo dejansko v zdravje. Drugi del, želimo, da bi vsaj 80% teh sredstev nabrali iz javnih sredstev. Bi vsa sredstva, ki jih danes namenjamo za zdravstvo, dejansko dali v obvezno zdravstveno zavarovanje, kajti tu se skriva tudi rešitev vsega tega. Imeli bi absolutno dostopen sistem. Ker pa poznam zdravstveni sistem, je bilo to zelo nevarno. Torej, boj se sistemov, ki so absolutno dostopni, slej ko prej se povečujejo nepotrebne storitve. Vemo vsi, ki smo študirali organizacijo zdravstva, da je enotna prispevna stopnja in najbolj pravična prispevna stopnja za prebivalstvo. Zaradi tega, ker prispeva vsak potem, kolikor ima plače, premoženja in tako naprej. Jaz mislim, da glede na to, da na srečo imamo in sem prepričan tudi leta 2020 bomo še vedno imeli prevladujoč javni zdravstveni sistem, nikakor v prevladujočem javnem zdravstvenem sistemu ponudba ni tisti glavni dejavnik, ki bi povečevala povpraševanje. Umrljivost zaradi bolezni srca in žil se je v zadnjih 20 letih v Sloveniji zmanjšala za 50%. V zadnjem desetletju še prav posebej hitro in nekje leta 2005 je recimo umrljivost zaradi koronarne bolezni v Sloveniji se zmanjšala pod raven EU 15.